En lep dober dan in lep pozdrav vsem, ki nas spremljate. Danes bi se morali dobiti in srečati v živo v naši zgornji dvorani Kulturnega doma, pa so razmere nas zopet prisilile, da počnemo naše srečanje nadaljavo. Jana, upam, da niste na silo prišli, z veseljem. Z veseljem smo prišli, čeprav bi z veseljem tudi tebe pozdravili v Šmarju, v živo, ampak začasno prehajamo zopet na virtualna srečanja. Včeraj smo več ali manj cel dan presedeli pri poslušanju poročil, mi v tistem, ali bomo lahko delali v živo, ali spet ne bomo delali v živo. Vsi ostali verjetno tudi v spremljanju tega, kako bodo novi ukrepi vplivali na naša življenja, kako pa ti, a še vedno samo enkrat na dan in to ob 5 zjutraj poslušaš? Ja, tudi z moje strani. Ja, enkrat na dan. Zdaj, če zamudimo 5, potem so to poročila, ki so kratka, jedrnata, ki so bistvena, ker se mi zdi, da s ponavljanjem, ker pri vsakih poročilih ponovijo in to zelo atraktivno število ukrepi, na nek nezavedni način v nas prebujajo stisko, tesnobo, prestrašenost, pri nekaterih celo paničnost, ogroženost, da se nam potem iz nezavednega prebujajo filmi, ki kažejo samo temo, premalo svetlobe. Zato recimo ob tej agresiji nenehnega poročanja o posledicah oziroma o prisotnosti COVID virusa, da je potrebno pa poiskati tisto, kar nas vendarle krepi v pozitivnem razmišljanju, kar krepi, ker ne nazadnje, saj o tem bova govorila, tudi misel, pozitivna misel krepi imunski sistem. Saj poznamo recimo že placebo učinek, da če ti v nekaj verjameš, da bo učinkovalo, da bo dobro, bo sledilo dobro. Če pa ti verjameš, da smo v usodni situaciji, ki na nek način ni rešljiva, pa tudi če je in je rešljiva, ti sam v sebi dejansko kratiš tiste moči, ki so pa za življenje potrebne. In je res potrebno prav zavestno se odločati za pozornost do tega, kar nam daje moči, kar posledično, kot sva rekla, krepi tudi imunski sistem in o tem bova govorila. Če še ostanemo za trenutek pri poročanju, a imaš tudi ti občutek, da je ravno tistega pozitivnega je premalo, da je preveč zastraševanja, preveč žuganja, pa premalo poudarka na tistem, kar je pa dobro, kako se pa naj krepimo? Sem že v prvem valu zelo poudarjal, da bi morali poročevalci izjemno paziti, da svoje poročanje, ki mora pač biti kot je, previdnostne ukrepe vendarle povezujejo z poročanjem o tem, kar pa nam daje moči, kar pa prebuja dejansko tisto vizijo optimizma, rešljivosti. Mislim, da je bila nizozemska premierka, ki je preprosto v poročanju, situacija je takšna in takšna, to in to moramo upoštevati, ampak ne se bati. Poglejte, to in to, dala je tisto pozitivno noto. Ti ob tem, ko poveš podatke, ki na nek način obremenijo misel, moraš dati tudi stimulans. Ja, slišali smo, treba je paziti, zdaj mi pa povej eno prijazno besedo. Se vemo že, recimo v družini, če drugemu samo težimo, nas to zateži. In kako pomembno je, če ti nekdo reče, ja, glej, to pa to me moti, to pa to spremeni, na to pa to pazi, ampak rad te imam, ne se bati, uspelo nam bo, dragocen si mi, to in to je recimo to, kar ti bo dalo moči. In to je, veste, ljudje smo tudi bitja psihe in je zelo pomembno, da dejansko nas nekdo na psihičnem nivoju ne spodbija. Ob tem, ko zelo skrbi, da smo fizično zdravi, nas pa psihično spodbija z načinom poročanja. In tukaj res ne razumem te odgovorne, zakaj tega ne upoštevajo. Lahko bi, zame vprašanje, zakaj ne. No, mogoče bomo pa mi z tem našim ciklom pogovorov pa dali nekaj tistih spodbudnih misli. Današnji pogovor, ki naj bi bil v živo in je zdaj med nama sicer tukaj v živo, smo naslovili
kako krepiti telesni, miselni, čustveni in duhovni imunski sistem. Malo smo že v vabilu takrat napisali, da bomo zašli s poti našega letošnjega razmišljanja, ampak mislim, da je prav, da se situaciji prilagajamo. Ja, zelo. Ker mi smo dali naslov, globalni naslov vseh predavanj, vseh srečanj, ta krasni nori svet, ampak glede na situacijo je res zelo pomembno ob soočanju z realnostjo dejansko usmeriti misel v pozitivno, v konstruktivno, v prebujanje vizije, a še bolje, kako samega sebe prebujati v tiste razsežnosti pozitivnega obnebja, v katerih na nek način bolj konstruktivno, ne nazadnje tudi bolj realno, bolj celostno vidimo svojo situacijo svojih bližnjih in ne nazadnje tudi družbe same. To se mi zdi zelo, zelo pomembno in zato tudi poudarek, kako celostno krepiti imunski sistem, ne samo fizično, ampak tudi miselno, recimo zato kultura, Bog ne daj, da bi, ko zaprejo ena vrata, pravi pregovor, se morajo odpreti okno, če zaprejo vrata, da se nismo mogli srečati v živo, je treba odpreti tole okno na tale način, srečevati se moramo. Preprosto zato, ker je sedaj čas, ko potrebujemo misli, ki prebujajo naše razmišljanje. Vse to, kar jaz govorim, vedno znova poudarjam, ni resnica, ampak je pa miselni izziv. Skuša biti, odpirati misel v tisto alternativo, ki kaže bi kar rekel, pogosto se zdi manipulativnega poročanja, iz teh obnebij strašenja, pesimizma, grožnje v obnebje, v katerih je pa misel bolj konstruktivna. Ne da zanemarimo dejstva, ki so tukaj in jih je treba upoštevati, ampak da ob teh dejstvih pa vendarle se ne izgubimo v nekem pesimizmu ali nekem strahu. Nazadnje vemo, da je porast samomorilnosti v tem obdobju strahovito porasel. In zdaj sem pozabil, kje, v kateri državi je bil v nekem mestu žrtev zaradi samomorilnosti več, kakor pa zaradi COVID-19. Ampak še to, če bi zdaj odmislili, če je bil COVID samo pridružena bolezen, ampak resno, potem je pa to razmerje prav strašljivo. Zavedati bi se morali, da z nenehnim poudarjanjem samo teh, bi rekel, zastrašujočih podatkov, saj zvem, da oni hočejo, da jih vzamemo zares, to je prav, ampak bi se morali pa zavedati, da z nenehnim ponavljanjem teh zastrašujočih podatkov ljudi, ki so, bi rekel, čustveno, osebnostno nimajo dovoljšne trdnosti, niso stabilni, jih lahko spodnesejo. Jim lahko spodnesejo misel v čisti pesimizem, v popolno prestrašenost, v čutenje brezizhodnosti, kar je pa najslabše, kar se lahko zgodi. Tudi strani imunologov, preprosto zato, ker verjamem, da želijo z vsemi močmi krepiti našo odpornost, našo moč za življenje. Tudi če že pogledamo samo Frankla, logoterapijo, kdo je preživel v taborišču, se naslanjam njegovo knjigo Psiholog v taborišču smrti. Preživeli so tisti, ki so imeli pozitivno vizijo za naprej. In to pozitivno vizijo za naprej je treba ustvarjati. Če je ne, če ostane zgolj pri golih informacijah, to in to v smislu, saj vem, preventiva mora biti, ampak če ostane samo zgolj na tem nivoju, je pa lahko dejansko, ne razumem tega, s strani stroke resnično tega ne razumem. In potem greva midva kar lepo krepitve. Najprej smo dali telesni imunski sistem. Kako krepiti? Verjetno je v tej košarici del odgovora. Kako ti krepiš? Eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. In potem je dejal en fant svojemu dekletu, vsak dan mu je dekletu podaril eno jabolko. In ko ga ona vpraša, zakaj mi vsak dan podariš eno jabolko, je rekel, zato da bi drugi njen simpatizer naj bi bil zdravnik, zato da odžene zdravnika stran. Kako krepim imunski sistem? Preprosto, ko vidite tole,
recimo živim, imam ta privilegij, ampak večinoma imamo Slovenci ta privilegij, sam imam pa še posebnega, da živim v gnezdu sredi gora, ne. Tule okrog same smreke, sami gozdovi, tu je pa ena jasa sredi teh gozdov in tukaj je veliko že v zraku samem teh negativnih ionov, ne. In če greš ti na dan za pol ure v hosto, kot rečemo po domače, izjemno okrepiš ta imunski sistem. In če se navežeš, veste, ker narava ima do tebe vedno pozitivni odnos, ne. Tudi po zimi, recimo tudi zdaj, ko bo listje odpadlo, stojijo stebla, pokončna stebla, ki nam govorijo, ne, ki so kot oporne palice, dvigujejo strukturo naših misli, so na nek način podpirajo tisto pozitivnost v naših mislih. Zato je zelo pomembno recimo si vzeti čas, če že nimaš dela, tako kot jaz v naravi, da greš vse pol ure na dan v sočutje stvarstva, ki te bo umirjalo, obenem pa ti bo tudi dodalo skozi to, kar boš vdihaval, tisto pozitivnost, ne. In ko greš sam nekje, potem mislim, da res ni potrebno imeti maske, pa se samo zastrupljati in na ta način zniževati imunski sistem, ampak je potrebno globoko vdihniti to svežino, ki tudi prebudi svežino, svetlobo misli in počutja. To je izjemno pomembno, da se odločimo za ta živi stik z naravo. Bog ne daj, da bi nas zaprli v hiše, ker to pomeni dejansko zadušiti človeka. Če razmišljamo o njegovi celostni razsežnosti. Če bojo to naredili, vemo, da so v odnosu do nas nedopustno manipulativni, ne? Ampak verjamem, da to ne bodo, ker nam želijo resnično dobro. Moja rešitev je tudi, ne vem, a tam zadaj se vidi gospa Kapra, se pase, ne, oziroma odkrila je hruške, tamle hruške padajo, hruške niso najbolj za njo, ampak visijo tako nizko, da se jih je privoščila, naj jih bo tokrat, ker ne bomo prekinili snemanja. Ne, ja, hlev, ne, 3-krat na dan, če se le da, očistim hlev. Mi se zdaj pogovarjamo nekaj čez 12. uro, danes je imela že drugič očiščeno svoje prostore. Prava gospa. Prava gospa. In zvečer še tretjič, ampak ne zato, ker bi recimo vsi kmetje bi se tu malce čudili, močno čudili, ne malce. Zakaj je tako? Ampak preprosto zato, ker mene delo v hlevu umiri, me sprosti in ta sprostitev je zelo pomembna. Veste, malo se odmakniti v te človeške norosti, če se navežem na tisti najin prvotni naslov, ta krasni nori svet, iz norišnice tega sveta se povrniti v pristnost, v to, bi rekel, sveto, angelsko prisotnost, ki je v naravi, ki je v drevju, ki je v živalih, ki je v potoku, ne. Iskati te tekoče vode, šum vode najbolj umiri naše napetostne vozličke. Vsak izmed nas mora pomisliti, kaj je v njegovem dosegu, in v Šmarju je veliko tega v naravi dosegljivo vsakomur, kje bom pa zadihal tisto svežino, kje se bo moja duša umirila, kje se bo moja duša osvežila, prezračila, ne? Tako kot recimo pretresemo deko, da gre iz njih prah in tiste pršice, ki so se v njo zajedle. Tako je potrebno pretresti tudi naše misli, da se rešimo tistega, bi rekel, negativizma, ki vzbuja pršic, negativnih pršic, miselnih pršic, ki prebujajo potem dejansko alergije, miselne alergije, preveliko občutljivost na stvarnost, sredi katere živimo. Ljudje smo tudi socialna bitja. Sedaj sicer držimo medsebojno razdaljo, varnostno razdaljo, ampak nekako moramo v tem času tudi krepiti svoje čustva, krepiti socialne odnose, tako kot je prav. Kaj pa svetuješ na tem področju? Kako krepiti te Ja, si odnose? dobro povezala čustva in pa te socialne stike, ne, ker ja, kako krepiti? Ja, z domiselnostjo, ne. Preprosto ti moraš vedeti, kje je območje tvoje varnosti, ne, socialnih bližin. Na eni strani je tisto obnebje, kjer lahko preživiš brez mask, ne, kjer da se ne odvadiš te celostne, bi rekel, celostnega sporočanja, komunikacije, ki je tudi v mimiki obraza. Da sicer nekateri zelo poudarjajo, glejmo si v oči na ta način, tudi ne.
Ampak veste, Bog ni ustvaril za manj ne vem koliko mišic na človeškem obrazu, ker dejansko mi skozi to razbiramo dejanskost. Ne? In nek starš, ko pride otrok domov, pa doživlja otrok neko stisko, ne? Pa bo povesel pogled oziroma ga bo gledal, lahko razbere marsikaj, ne? Ampak to ni celostno sporočilo. Ne? In mi rabimo eno obnebje, kjer bomo pa dejansko, da nas ne bodo odtujili v te celostne komunikacije, ne? Da nas ne bi robotizirali. Ne? Mogoče tako čisto vmes opažam, da si gledamo vedno manj v oči, vedno bolj gledamo v tla in drug mimo drugega. Ja, to je pa mogoče. Tudi to ni. Ja, to je pa mogoče tudi že prej bilo, v bistvu, ker so socialno-elektronska omrežja preveč nadomestila te žive stike, ne, ki so zelo pomembni, ne, in potem se ljudje preprosto odvadijo. Sam to opažam, recimo, ko se srečam z otroci na cesti, pa me poznajo, niso vajeni komunikacije in pogledajo proč ali pa pogledajo dol, in ko jih prvi pozdravim, nekateri niti ne odzdravijo, ne, ker mi se moramo učiti tega stika, tega kontakta. Ne. Zdaj zelo fino je, če nas to naučijo starši, ne. Tudi proces izobraževanja tega ne bi smel zanemariti. Sam se spomnim prvega razreda osnovne šole, ko je vsak izmed nas moral iti mimo učiteljice pred tablo in je bila vaja o tem, da si jo gledal v oči, se je rahlo poklonil in zaželel dober dan in šel mimo in ona ti je odzdravila. In kdor ni to naredil uspešno prvič, je pač ponavljal do uspešnosti, ne? Ker nekdo te mora v to živo komunikacijo upeljati. Običajno so to starši, ne? Ampak ta živa komunikacija, ta živi stik je nadvse pomemben. Ne? Drugače se lahko zgodi, kot sem gledal na eni hudomušnici v obliki stripa, ne? Kaže nekoga v veliki dvorani, on je že rajni, je na mrtvaškem odru, dvorana popolnoma prazna, tam spredaj pa dva komentirata, pa je imel 1000 prijateljev, ne? Računali so na 1000 prijateljev, ne? Živi prijatelj je pravi prijatelj, vse ostalo pa je dejansko ni v obnebju živega, ne? Ni v obnebju celostnega čutenja, ni v obnebju, v katerem lahko človek vzpostavi celostni kontakt. In mi moramo vzpostavljati celostne kontakte. Ne? Mi smo socialna bitja, nas od tega ne smejo odvaditi. Ne? Dobro je, da zdaj vsaj nižja stopnja še lahko hodi v šolo, kajti recimo na ta način se otroci učijo. Ne? Tudi pred njimi učiteljica je oseba, ki z svojo energijo, ne, s svojim poslanstvom vpliva na otroke in ob tem, kar uči kot predmet, kot snov, uči tudi z svojim živim odnosom. Ne? In verjamem, da zaznava vsakega otroka in da vidi tam, kjer določena spretnost, socialna spretnost manjka, da dejansko jo to samo po sebi vznemiri in doda tisto v celostni pedagoški proces do tistega otroka, kar mu je doma umanjkalo. Ne? In to je zelo pomembno. Ne? Torej, gojiti te žive stike, ja, so določeni ukrepi, ampak ne smejo nas odtujiti, ne? Ker ko nas bodo odtujili, nas bodo robotizirali. Ne? Ko bodo hranili samo našo pamet in informacije, veste, to je robotizacija, če ne krepimo tudi, bi rekel, te človeške žlahtnosti na nivoju socialnih stikov in seveda socialni stik vključuje tudi srčnost, ne? In ob tem krepiš tudi svoje srčne moči, ne? Ki so zelo pomembne, ne? Ker na nek način, še posebej v trenutkih, ki niso enostavni, ne? Ki nas izčrpavajo, ki črpajo naše srčne moči, ker srečamo tudi ljudi, ki nas celostno utrujajo, je zelo pomembno, da smo mi notranje ukrepljeni v obnebju ljubezni. Ne? Mi rabimo ta živi stik, ne? Mi rabimo to objetost. Ne? Zdaj, v krogu družine, ne, je to legalno, je kaj pa mladi, ki se zaljubijo, ne, ki jih srce vleče k osebi ljubezni, ne, in bomo tem zdaj prerezali te vezi, iz katerih črpajo svoje srčne moči, ne, ker oni preraščajo rodno družino. Ne. Na vse to bi bilo dobro, če mislijo tisti,
ki dejansko nas fizično varujejo pred okužbo. Če pomislijo tudi na tiste in na nek posreden način, lahko tudi preko procesa izobraževanja oziroma nekih oddaj, naklonjenosti do mladih, do njihove realnosti, do njihovih čutenj, dejansko jim daje tudi spodbudo na način, da bodo tudi čustveno preživeli. Prav tako domovi ostarelih, ne, izolirati jih recimo preprosto zato, da bodo fizično zdravi, oni pa noter v sebi globoko umirajo, ne, dejansko hirajo in nekateri tudi umrejo zaradi tega, tudi zato, ker se jim je znižal imunski sistem, ne, ker čustva krepijo ali pa šibijo. Ne. Dejansko je skrajno neodgovorno in nezrelo. Ne. In ko bo zgodovina presojala, kako smo se odzvali, ne, v prvem valu smo lahko rekli, smo še učili, čeprav veste, da ne upoštevaš čustvenih razsežnosti človeka, je skrajno, bi rekel, nezrelo. Posebej taki ljudje ne bi smeli biti na odgovornih pozicijah, ne, to je dejstvo, kajti človeka je vedno treba imati celostno. Ne. Bodo presodili, kakšni so bili ti naši ukrepi na čustveni ravni, na socialni ravni, na duhovni ravni, na estetski ravni, do tistih, ki so na nek način najbolj ogroženi. Ne. To pa so seveda otroci, ne. To so tisti, ki so že sedaj v srednjih letih bolj izčrpani, psihično izčrpani in na katere je potrebno posebej skrbeti, niso v ustanovah, gledajo televizijo, poslušajo zelo zares ta svarila in te podatke, ki se kar naprej ponavljajo, in seveda ostareli, še posebej tisti, ki živijo izven kroga svoje družine. Za njih je potrebno poskrbeti tudi čustveno. Ne. Kot sem slišal, je nekdo rekel, ne, da dokler živi, hoče živeti, ne pa da ga pustijo hirati, zato ker mu v skrbi za njegovo fizično zdravje odvzamejo tisto, kar ga notranje krepi. Ne. To je vedno treba upoštevati in vzporedno s tem dejansko prinašati te svarilne ukrepe. Torej, imamo srce, smo socialna bitja in če nas bodo tukaj dejansko dušili, zadušili, potem smo čisto robotizirana bitja, ki bomo upoštevali zgolj navzven funkcionalne dejansko smernice. To je pa robotizacija človeka. Ne? To pa človek ni. Človek ni robot, človek ima srce, človek ima čustva in tudi, če moramo paziti, ne, je zelo, zelo pomembno, da pazimo tudi na to, kar je za notranjo hrano, za notranjo moč, za krepitev notranjega, čustvenega, socialnega, imunskega sistema. In tukaj se mi zdi, da je velika naloga tudi nas, kulturnih ustanov. Zelo. Da krepimo, da odpiramo. Tako mi je bilo všeč tisto, če nam zaprejo vrata, odpremo okno. In tudi to, da odpiramo okno tudi na takšen način, tudi preko spleta, če ne gre v živo, da ljudje vzamemo knjigo v roke. Nujno. Da razmišljamo. Ja. Nujno je treba vzeti knjigo v roke, kajti te informacije, ki jih ti spremljaš preko televizije, preko radija, dejansko ti ne pustijo premisliti dani podatek. Ne? Ko pa ti vzameš knjigo, ko ti vzameš, bi rekel, tudi veste, kritično presojo časa in prostora, v katerem živimo, ne? Dejansko, ko ti bereš, se ustaviš in ob tistem premisliš in zavzameš osebno stališče. Ko pa ti poslušaš neke podatke, recimo preko televizije, preko radija, dejansko ti ne dopustijo osebnega premisleka, ker te ne pustijo vmesnega časa. Mi pa da nekaj poosebimo, vzamemo z osebno presojo in to primerjamo z ostalimi podatki, ne, pa potrebuješ vmesni čas, potrebuješ postanek. In gotovo, mi potrebujemo v tem času tudi lahkotnejšo literaturo, ampak jaz bi rekel, ta je mogoče na nočno v marcu ali pa za stranišče, za vmesni čas. Ampak recimo, moramo pa tudi vzeti, ne, v spoštovanju do lastne osebnosti, ne, v zavesti, da smo mi odgovorni za svojo svobodo, da moramo kritično presojati, to ne pomeni, da ne upoštevamo
ampak moramo kritično presoditi in tudi, veste, zavzeti lastno osebno stališče do določenih ukrepov, ne. Saj, glejte, mislim, da bi bilo zelo nepošteno, da ne bi upoštevali človekovo sposobnost, bi rekel, osebne zavesti, ne, osebne odgovornosti, ne, ker ti, ko nekomu razložiš, ne, in mu daš neko obnebje osebnega premisleka, je drugače, ne. Recimo, zame je bila zelo nespodobna in nekonstruktivna razlaga, zakaj moramo nositi maske, ne, na nekem javnem mediju, kot tretji razlog za to, da lažje kontroliramo, kdo se drži predpisov. Veste, oseba, ki to izreče, je res, ne razumem tega, ne. Lahko je še tako strokovna, glede strokovnosti vsaka čast, glede zavzetosti vsaka čast, ampak tukaj pa razodela še eno stran ukrepov, ki pa so javno izraženi, skrajno nedopustni, manipulativni. Jaz bi rekel že kar, bi rekel, ne bom rekel kaj, ampak vsak ve, da tako se pač ne ravna z razlogom, ne, da bomo pa mi kontrolirali, kdo nas vzame zares, ne. Veste, človek je zavestno bitje, človek je odgovorno bitje in treba je računati, upoštevati tudi to, ne. Saj, če ni, potem pač ukrepaš, če pa vidiš, da je trezno ravnal, ne, da je uporabljal zdravo kmečko presojo v dani situaciji in če gre peš, recimo, kaj jaz vem, ob polnoči na sprehod in da nosi nekdo takrat masko, je zame to neumno, ne. Če pa kdo neumno priporoča, pa res ne vem, kam takšna presoja sodi. Človek je pa tudi duhovno bitje. Nekako je to tisto tvoje področje. Ja. In rekli smo, da bomo v današnjem pogovoru tudi spregovorili o tem, kako se pa tudi duhovno krepiti. Tudi tukaj je v naših rdečih regijah zdaj. Glede maš in tega, ja. Hvala Bogu je odprta možnost, da, kot sem slišal, da lahko duhovnik ob nedeljah posamič sprejme nekoga, mu da spodbudno besedo, se mu nasmehne, ne. Ja, maska. Ga pogleda lepo. Veš kaj, če manjka nasmeh, ne? V nasmehu je napisano ogromnih čudovitih tekstov. Zdaj nam pa z nasmeh prekrijejo. Ne? Ko je potrebno, ja, ko ni potrebno, ne. In podeli tudi zakramente, ne. Ta blagoslov, to je zelo pomembno. Pa če vzamemo duhovnost v širšem pomenu, zelo pomembno je, kakorkoli si že predstavljaš Boga, ne, da iščeš duhovnost, spokojnost. Da se zavedaš, recimo, tudi če živimo na tem planetu, kateri je marsikaj norega, je pa, kot ugotavlja Andrej Detela, naš izjemni znanstvenik, ne, da je pa v zakonu kozmosa sintropija. Da gre kljub vsem nasprotovanjem, vendarle to naš se vrti, vse, kar obstaja v tem vesolju in pleše, dejansko v smeri harmonije, v smeri harmonizacije, torej ne destrukcije, kaosa, ampak v smeri harmonizacije. In ti se lahko na nek duhovni način odpreš tej harmoniji, po stvarstvu, po lepoti stvarstva, po spokojnosti. Veste, globina našega duha vdihuje to duhovno spokojnost, ne. Mnogi ljudje, srečujem ljudi, ki veljajo kakor za neverujoče, pa jih občudujem v globini njihovega duha, duhovnega življenja, res izjemne dimenzije. Pa če lahko povem, še tukaj misel prijateljice Dese Muk, ne, ki me je nekoč očitajoče rekla: niste nam vi okupirali Boga, tudi mi, ki nismo znotraj institucij, ker imamo globino lastnega duha, ga zaznavamo in se mu odpiramo in se mu klanjamo in zaznavamo tisto, bi rekel, kakorkoli se že predstavljaš, ljubečo naklonjenost do slehernika, ki nas globinsko povezuje v to sveto enost in duhovno prijetnost. In to je tudi tista preventiva, da nas preprosto ne morejo zmanipulirati, ne? Ker ta zavest, pisano z veliko začetnico, ne,
ki jo lahko imenuješ, mi bi rekli sveti duh, ne vem, kako bi jo drugi imenovali, Indijanci veliki duh, ne, dejansko se pa ne da zmanipulirati. Tista najbolj nagaja tistim, ki bi hoteli v krizno obdobje nekega časa premešati še svoje manipulacije. Ne? In to je takšna rešitev, to je preventiva, to je razlog za radost, za optimizem. In jaz sem v tem času veliki optimist, obenem pa kritični analitik. Ne? Sem kritični analitik preprosto iz tega spoštovanja do celovite resničnosti človekove osebnosti. Smo telo, je treba telo varovati, ne? Ampak smo tudi globina duha, srca in je treba tudi te dimenzije hraniti, krepiti in jih tako sebe narediti bolj odpornega tudi za to, kar nas fizično ogroža. In to ne nazadnje dokazuje tudi stroka, ki raziskuje vplive na krepitev imunskega sistema. In to bova midva počela, kolikor se bo le nama uspevalo tudi v prihodnjih mesecih, Lejte, jaz v se zelo prihodnjih veselim srečevanjih. druženja z vami, ne? In družite se tako ali drugače, seveda znotraj danih predpisov med seboj. Naj se misel ne ustavi, naj misel ne bo pesimistična, naj bo misel zdravo, bi rekel, kritična. To pomeni, da tudi ko poslušamo te, ki nam govorijo ukrepe, rečemo, ja, to je pomembno, ampak vendarle kritično presojamo tudi tisto, kar je v nam dani situaciji neustrezno in odvečno, recimo. Omenil sem sprehod, recimo v polnoči z masko na ustih. Ne vem, sami presodite. Bog nam je dal ta zgornji štuk, ne zato, da drugi vlagajo misli v njega, ampak da mi ta osebni računalnik uporabljamo. Življenje nas je že marsikaj učilo in v marsičem tudi izučilo. In iz te izučenosti moramo dejansko presojati in usklajevati v dejanja situacije, v katere smo dani. In to naj bo tudi konec za danes. Samo za danes. Samo za danes. Hvala vam, da ste naju spremljali in bodite naprej še z nami. Če imamo zaprta vrata za prireditve, imamo odprto okno v svet, okno na splet, kjer nas pa lahko dosežejo tudi tisti, ki fizično ne morete priti k nam. Tako da hvala vam vsem, ki nas spremljate. Hvala tebi, da deliš z nami svoje misli in hvala, Jana. Do naslednjega pogovora. Ja, in lep pozdrav s Konjskega vrha. Ne vem, ali se ta vrh imenuje že pred mojim prihodom uradno, morda po navdihu po gospe Kapri, ki se je ves ta čas družila z nami v miru in v spokojnosti. Živali so nam tudi tukaj zgled, ne? Kako v stiku z naravo iskati spokojnost, kako se ne dati zbegati, prestrašiti. Ne? In tudi tu vemo, ne, da lahko človek določeno žival zbega, čustveno uniči, jo prestraši zelo hitro. Ne? In kako pomembno je, da smo tako doživali stvarstva in tudi med osebnem odnosu spoštljivi in pazljivi, da se ne bi prestrašili, da se ne bi zbegali, ampak da bi ostali v dani situaciji močni. In naj bo temu namenjen tudi najen pogovor. Hvala, Jana. Hvala vsem, ki se družite, ki ste se družili z nama in se še boste. Hvala in lep pozdrav. Lep pozdrav.